Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Kaj boste rekli, če vam povem, o čem se bom pogovarjala z mojo gostjo? O življenju po življenju. Človek se sprašuje vedno znova, ali življenje po življenju je. Dvomim, da je kje kdo, ki se tega vsaj kdaj pa kdaj ne bi povprašal. Predvsem še, kadar zbolimo ali pa kadar morda umirajo tisti okoli nas, ki jih imamo zelo radi. Pravzaprav odgovora na to ni, ampak izšli sta dve zelo zanimivi knjigi, v katerih pa lahko najdemo marsikaj, kar nam da nek odgovor. To ni znanstveno dokazano, pa vendarle z malo svojega notranjega občutka, z malo intuicije lahko zaznamo, kaj je tisto pravo in kje je resnica. No, ampak več o tem v oddaji. Življenje po življenju, pozdravljeni, Teja Melinc, intuitivna svetovalka, avtorica različnih knjig, predavateljica. Lahko bi rekla, nekako zraven ste bili tudi pri založbi in izdaji tehle dveh knjig, Utrinki večnosti in Življenje po življenju. No, in mogoče zanimivo je to, da Življenje po življenju je pred mnogimi leti, ko je prvič izšla, že bila prevedena, vi ste jo dali na novo prevesti in tako sta pravzaprav obe knjigi išli istočasno in kar je še najbolj zanimivo, praktično v istem času, kot vam je uspelo tudi v Slovenijo pripeljati avtorja teh dveh knjig, torej doktorja Raimonda Moodija. Zdaj mi pa povejte, kako se je pravzaprav vse to začelo, kako se je odvilo, kako je prišlo pravzaprav do te kulminacije avtor knjige in ne nazadnje nabito polna dvorana. Pravzaprav se je vse začelo s sanjami. Jaz ogromno, bom rekla, vodstva za svoje korake v življenju, tako na svoji zasebni kot poslovni poti mojega dela dobivam preko sanj. Tako da pravzaprav za eno noč sem sanjala z zlatimi črkami napisan Raimond Moody. In zjutraj sem se zbudila in sem se sprašala, kaj je to, ne? Pa še glas mi je odzvanil, Raimond Moody. Tako da sem se s tem zbudila, to je bila prva misel, in sem rekla, kdo je že to? In se nisem mogla spomniti in sem šla na Google, hitro pogledam na internetu in sem pogledala točno Raimond Moody, Življenje po življenju. In sem tako jih kontaktirala. In tako se je pravzaprav začelo. V tistem času, oziroma že dosti prej, smo pa mi pravzaprav že založbo začeli postavljati, tako da se je nekako vse skupaj sestavilo. Tudi zelo zanimivo je bilo, ko se je pravzaprav e-mail, ki sem jim poslala, zgubil. In šele po parih mesecih sem pravzaprav dobila odgovor, da so po čudežu našli ta zgubljen mail in da bi Raimond z veseljem prišel v Slovenijo. Tako da v bistvu se je cel timing njegovega prihoda, kdaj je imel on čas, kdaj smo mi v bistvu nameravali knjige izdati, se je hkrati v bistvu zgodil po klopu, tako da pravzaprav dejansko, jaz tako bom rekla, vse je bilo vodeno z vidika duhovnega sveta in tudi mislim, da vsi te ljudje, ki so pravzaprav obiskali delavnice, je bilo zelo veliko, so bili pravzaprav spet vodeni tja, da dobijo določen uvid, določene potrditve. To so bili večinoma ljudje, ki so res iskali konkretne odgovore zaradi različnih razlogov. Tako da vse skupaj je na koncu fenomenalno izpadlo. Mislim, res zanimivo, ne? Kako se pravzaprav duhovni svet lahko umeša in kako se takrat, kadar se umeša, kako vse stvari tečejo po nekem pravem vrstnem redu. Ne nazadnje, za tole oddajo sva se midve že kar en čas pogovarjali. Jaz sem si želela, da bi jo imela za Božič, na božični večer. Tako se mi je zdelo fantastično, pravzaprav na dan nekega rojstva, ki ga pač praznujemo kot Božje rojstvo, da pravzaprav na tisti dan govorimo tudi o tem, da po smrti pravzaprav obstaja tudi novo rojstvo. Teja, vi verjamete v to? Absolutno. Ogromno, pravzaprav iz svojega življenja imam ogromno izkušenj in iz prehoda v duhovni svet, v življenje v duhovnem svetu in seveda potem tudi ponovnega rojstva. Tako da tudi meni se vse hkrati zdi tale timing, tale čas, kdaj pravzaprav snemamo to, da je tudi zelo zanimiv. Zato v končni fazi se hkrati v Sloveniji dogaja ogromna sprememb, ogromna transformacija na kolektivni ravni, in se vse skupaj se mi zdi, da se zelo spet ujema, ker se mi zdi, da ravno s pomočjo znanja, kaj pravzaprav naše življenje je in z te širine, koliko je naše življenje resnično široko in kakšne naloge imamo pravzaprav v tem življenju, nekako dobivamo odgovore, zakaj se dogaja z naravo, kaj se dogaja in da morda se moramo ljudje spremeniti v svojem načinu gledanja, v svoji pozitivnosti, v odnosu drug do drugega, ker narava vedno samo odslikava, kaj se dogaja z nami. In kako je zamrznjena pravzaprav Slovenija v teh dneh, ne?
Ja, in gre prav za našo energijo, ne? Ker se mi zdi, Slovenija je zelo zanimiva v svoji kolektivni energiji. En del ljudi je tako izjemno pozitiven in duhovno odprt, da je neverjetno. Težko najdeš tudi tako duhovno razvite, ozaveščene ljudi na enem koncu, tako ogromno ljudi. Po drugi strani, drug pol Slovenije je pa blazno dobesedno zamrznjen. Zamrznjen, rigiden, ustaja v svojih starih načelih. In to 70 let nazaj, ne? Točno to, in stvari dobesedno pokajo. To, kar se zdaj dogaja z naravo, se dogaja z našo kolektivno energijo, poka. Na eni strani ljudje, ki so blazno pozitivni, imajo ogromno upanja, ogromno znanja, ogromno se trudijo živeti zdravo, ne vem, živeti v skladu z naravo, skrbeti za naravo. In spet druga skupina ljudi, ki pravzaprav se tega aspekta sploh ne zavedati širše odgovornosti. Poglejte, Teja, zdajle mi je prišlo na misel pravzaprav življenje po življenju. Ta narava, ki je tako zelo ukleščena dejansko v led, ki poka, tako kot ste rekli, po drugi strani poraja se novo življenje, že so zametki. Enako, če lahko rečemo, ne, pravzaprav tole življenje po življenju, dejansko lahko živimo tudi v tem svetu. Neko staro življenje, ki ga odložimo, ker nam pač ni služilo. Neko staro življenje, ki nam je prinašalo, lahko rečemo, bridkosti, trpljenje in ga zamenjamo z nekim novim življenjem, upanja. Življenjem, v katerem bomo delali bolje, v katerem se bomo spremenili, v katerem bomo videli lepe stvari, pa na vse zadnje lepih stvari je pravzaprav veliko in vsak dan. Če pa seveda vidiš samo slabe, pa ne more biti nič drugače. Enako velja za tisto fizično smrt, v kateri pa vendarle govori dr. Raymond Moody v tej knjigi Življenje po življenju. In tega nas je tolikokrat tako zelo strah. Po drugi strani pa zakaj bi nas bilo? Saj se na nek način nekaj konča, ampak isti hip se že začne nekaj drugega. Toliko in toliko izkušenj ljudi. Ja, zelo zanimivo, kako je pravzaprav Raymond Moody zapisal vse te zgodbe, dokumentiral zgodbe ljudi, dokumentiral njihove prihode, ampak kar ste zdaj omenila, se mi zdi zelo zanimivo. V tej novi dobi, v katero smo zdaj stopili, pač energijsko gledano, se res dogaja sprememba. In to sva se pravzaprav tudi z Raymondom pogovarjala v prostem času. Sva se pogovarjala ravno o tem, kako včasih je življenje tako teklo, da si odživel eno zgodbo in si imel potem svoj prehod in si pač fizično zapustil to raven, si imel svoj prehod v duhovni svet, kjer si pregledal svoje življenje, rekel, ok, to je bilo v redu, to ni bilo in tako naprej s svojimi vodniki. Zdaj se je zgodila pa sprememba. Zdaj pa pravzaprav živimo življenje in točno to, kot ste rekla, v tem enem življenju se zgodi prelom in je tako, zgodijo se določene tako velike spremembe, da je tako, kot da umremo in se na novo rodimo. In to se nam zdaj le trenutno v enem življenju lahko dogaja velikrat, ne samo enkrat, da imaš eno veliko spremembo. Določeni posamezniki imajo po 5 velikih sprememb, 5 prelomnic v življenju ali pa še več, ko se popolnoma življenje spremeni. In ko se spremeni, ko vse umre, niti ne razumeš, zakaj je vse kar naenkrat umrlo, ampak če hočeš naprej, moraš podobno kot v duhovnem svetu pogledati nazaj, pogledati, zakaj se je pravzaprav to zgodilo, se obrniti na svoje notranje vodstvo, na svoje duhovno vodstvo in potem kot še enkrat zaštartati svoje življenje na način, kot da si se ponovno rodil. Tako da ljudje trenutno, se mi zdi, na kolektivni ravni doživljamo pravzaprav ta prehod konstantno. Vse te izgube služb, izgube odnosov, družin, te velike spremembe, ki se res intenzivno dogajajo. Ki te dobesedno razsujejo, da se moraš ponovno zložiti skupaj. In če nimaš duhovnega znanja, brez enega duhovnega znanja, in duhovno znanje ni neko slepo verovanje, ni neka religija. Duhovno znanje je preprosto znanje v življenju, je resnica. In zdaj, kakorkoli ljudje interpretiramo, to resnica je, ne glede na našo interpretacijo. In naloga vsega izmed nas je, da dojamemo to resnico, da dojamemo zakone življenja. V zadnjem času moji vodniki blazno poudarjajo, da življenje ni to, kar si mi zamislimo kot majhni otroci, pa filme, ki gledamo. Življenje je, kar je. In vsaka duša dobi pač servirano tisto pot, ki jo mora preživeti. In to pot dobi ogromno priložnosti v enem življenju, da realizira samo sebe. Tako da te prelomnice zdaj, ki se dogaja, so dobesedno prav tako, kot je dr. Raymond Moody razlagal, da zaključimo eno življenje, začnemo novo, ampak tokrat v novi dobi se to dogaja v enem samem fizičnem življenju. Ne rabimo nujno odideti. Poglejte, sej to je po svoje čisto zanimivo. Po eni strani je neverjetna izguba časa ali energije, da pravzaprav človek mora najprej umreti, potem pa se ponovno roditi, predno odrasteš. To je 20 let neke izgube časa, dejansko pa v teh 20 letih, če ti lahko tako rečeva, simbolično umreš in se ponovno rodiš, mnogo več in mnogo hitreje lahko predelaš. Ampak to je dejansko stvar zavedanja. Ali vzameš recimo tako stvar kot izziv, ali pa
zaprla so se vrata zato, ker se odpirajo nova, ali pa dejansko klonaš. Ampak veliko je ljudi, ki klonejo. Ja, to je pa pač, živimo na planetu svobodne volje, ne. Dejstvo je, da je trenutno na voljo ogromno informacij, ogromno znanja, brezplačno na internetu. Ogromno. In zdaj jaz pač iz lastne prakse vidim, da je stvar zelo preprosta. Ko je nekdo samoiniciativen in ko nekdo res želi premakniti, bodo vse vesoljne sile ga podprle. In ko nekdo preprosto gre v svojo arhetipsko vlogo žrtve in reče, jaz sem žrtev življenja, bo pač tonil v tej svoji žrtvi. Z tega, ker pač življenje je to, kar mi naredimo iz njega, je eno veliko ogledalo, ne? In če se mi ne potrudimo, če mi ne damo določene energije, določenega napora v določeno smer, se ne bo nič zgodilo. Tako da ljudje moramo prevzeti odgovornost, da smo pravzaprav, ja, izkušnje se nam dogajajo in niso nujno najbolj prijetne, so lahko zelo težke, ampak smo na koncu mi odgovorni, ne, za to, kako bomo šli čez določeno izkušnjo. Taja, vi ste tudi intuitivna svetovalka. Ne bova govorili o vaših knjigah, ki jih človek ravno tako lahko najde. Tudi tile 2 knjigi, Utrinki večnosti pa Življenje po življenju, najbrž ni problem, človek gre na spletno stran, pa vas najde, lahko si jih nabavi. Namreč neverjetno navdihujoče branje je. Jaz bi rekla, da predvsem bi ti 2 knjigi morali brati ljudje, ki se bojijo smrti, to je prva stvar, in tisti, ki morda so tako zelo bolni, da umirajo. Zagotovo bodo, če že morajo se posloviti od tega sveta, bistveno lažje odšli, tudi za njihove svojce bi bilo to zelo koristno branje. Veste, nekako imam občutek, da sta ti 2 knjigi pravzaprav kot učbenik. Tisti, v osnovno šolo ne moreš hoditi, ne vem, v gimnazijo, ne moreš priti do gimnazije, če se nisi naučil brati in pisati. In to je to. Ja. Da, jaz mislim, da pravzaprav te 2 knjige dajeta en tak velik okvir, en širok okvir temu, kaj pravzaprav naše življenje je. In pravzaprav vsi bomo prej slej odšli z tega planeta. Nekako vsi moramo razumeti širino našega življenja. In to, kakšna je naloga tukaj in potem seveda tudi naloga ob odhodu. In je recimo iz mojih izkušenj komunikacije s preminulimi, ne, vedno znova preminuli pač prosijo, pa ne bi toliko žalosten, pa z mano je vse v redu. Pravzaprav je ne vem koliko boljš. In v duhovnem svetu, ko sem komunicirala s temi dušami, so ponavadi polne radosti, polne veselja. To je čist drugačen svet. Kada vsa bremena, ki so bile tukaj, so odpadla, oddelali so svojo nalogo na zemlji, zdaj so svobodni in še vedno zraven svojih ljubljenih, ne? In zaradi tega recimo sploh za ljudi, ki jih čaka, ki so trenutno pred to točko prehoda in za svojce, to je izjemen material, ker dobiš odgovore, dobiš en uvid in najdeš en tak globok duhovni notranji mir. In potem tudi, ko doživiš ta prehod, pravzaprav ni nič posebnega. Kot da se kar naenkrat končno zbudiš in osvobodiš. V bistvu samo nekaj se nadaljuje, tako kot tudi v življenju. Gremo spat in naslednji dan se zbudimo. Kot da se zbudimo, pravzaprav je tako, kot da zaspiš in potem se v trenutku si budem v sanjah. In to niso več sanje. Veš, da pravzaprav življenje fizično, ki si ga živel, je bila šola in da si se zdaj končno vrnil v resnični svet. Obratno je. Vi dejansko tudi imate, tako kot ste že zdaj omenili, stik s tem duhovnim svetom. Glejte, ali bi ga lahko imeli tudi drugi, oziroma zakaj nekaterim morda je ta svet bližji, drugim pa ni. Namreč zagotovo je to nekaj, kar izziva. Vsak bi si pravzaprav želel slišati, ne vem, nekega duha, ampak vendarle po svoje je verjetno treba tudi zelo obzirno, z velikim občutkom posegati v ta svet. Takole je, ne, ogromno, pravzaprav tako bom rekla, vsi se rodimo intuitivni, vsi se zavedamo večjih ravni bivanja. Kot otroci se zavedamo, čutimo, vidimo različno, ne? Te fizične ravni pa tudi višjih ravni, višjih plasti. Ampak čist procesom socializacije se v bistvu dobesedno naš naprogramira na ta fizičen svet in ogromno ljudi takrat zgubi ta stik. Oziroma zaznajo določene občutke, pa jih ignorirajo. In potem se zgodi to, da dlje kot ignoriraš, bolj je ta čut nekako zamrl, zakrnel. Ne? Se pravi, vsi imamo ta čut, vsi ga lahko prebudimo, seveda pa tako, kot ste omenila, v določenih okvirih, ogromno znanja potrebuješ, ker komunikacija z duhovnim svetom, jaz imam eno pomembno pravilo, ki pravi, da komuniciramo samo takrat, ko je res namen višjega dobrega, se pravi ob pomoči, obžalovanju. In ne za našo zabavo, ne za raziskovanje, ampak resnično, ko nekdo resnično potrebuje potrditev, ko res potrebuje nek balzam, nek blagoslov, da sploh lahko nadaljuje po svoji poti. Kako bova rekli, recimo neka
vdova, ostane sama, mogoče stvari niso bile razrešene, ima občutek krivde, ima občutek, da morda česa ni naredila ali kaj podobnega in v tem primeru recimo si želi spet ponovnega stika z dušo svojega umrlega moža. Je to to? To v takih primerih absolutno, pa nasploh v svojem delu sem videla, da pač v primerih, pravzaprav skoraj vsak človek, ko nekoga izgubi, če dobi priložnost ponovnega stika, mogoče samo za pol urce, ampak dobi tisti zaključek, ko reče, aha, s tabo je vse v redu, ok, zdaj grem pa lahko naprej. Se pravi, si ob meni, ok. Dobi tako potrditev, da tisti občutek, da ko se konča fizično življenje, ena taka velika črna jama in praznina, ta občutek zgine. In pride noter občutek upanja in svetlobe. Ker ljudje v bistvu, ko dobimo tako potrditev, se nam pravzaprav lahko na vizualni, lahko pa samo na nivoju občutkov, zavesti odpre kot en, bom rekla, prehod v novo raven bivanja. In sicer ti ne živiš na tej novi ravni, ampak se zavedaš, da je. In potem bolj, ko si ti srčno in duhovno odprt, lažja je komunikacija, ne, med ravnmi. In ta komunikacija se vedno zgodi, bom rekla, tako spontano, takrat, ko je potrebno, da se zgodi, takrat, ko nas naši bližnji preminuli želijo opozoriti nase, nam dati kakšno potrditev, nas potolažiti v smrt. Tako da ta komunikacija se ne neha. Ne? In velikokrat sem jaz videla, da naši bližnji preminuli šele takrat, ko so šli na drugo stran, veliko bolj skrbijo za nas, kot prej. Ker tukaj, ko smo bili na zemlji, imamo določene vloge, določene, bom rekla, karmične odnose, ko pa enkrat naredimo prehod, imamo pa lahko, mislim, zelo fajn je, ko imamo prijatelje in zaveznike na drugi strani, ki nam ogromno lahko pomagajo. Ampak marsikdo pa tega sploh ne verjame. Verjetno so to ljudje, ki mnogo težje živijo. Kaj pravite? Ja, jaz mislim, ne, da pač dokler je namen duše, da živi strogo v materialnem svetu in dokler ima lekcije na tej ravni, bo tako živela. In določeni ljudje preživijo celo življenje na strogo, bom rekla, način, kot da živijo samo v svetu polarnosti in trodimenzionalnosti. Tako da mislim, da je to pravzaprav naloga duše, ker naša duša, ko je čas, se začne prebujati. Tako da naš namen nikoli ni kogarkoli prepričevati, ampak ko je duša pripravljena, se prebudi in takrat v naše življenje začne prinašati informacije, uvide, knjige, oddaje, ljudi in takrat pomeni, da smo pripravljeni. Tako da te ljudje definitivno težje živijo, to je dejstvo. Z tega, ker v življenju se zgodijo stvari, ki jih ne moremo nadzorovati, ki niso logične, ki niso upravičene, ki se nam ne zdijo fair in takrat rabimo višjo raven razumevanja, če sploh želimo, da gre pravzaprav iti naprej v življenju na miren in lep način. Taja, kaj bi še rekli recimo dejansko o teh dveh knjigah? Kaj je tisto v njima, kar je tako zelo dragoceno? Marsikaj sva že omenili, ampak gotovo je še kaj. Knjiga Življenje po življenju je bila tista prva knjiga, ki je doživela res svetoven razcvet, prevedena v mnogo jezikov, v mnogo milijonih izvodih predana. Tudi dr. Raymond Moody je bil tudi na operah, pravzaprav večkrat s to tematiko življenja po življenju, ravno zaradi te knjige. Mislim, da je to knjiga, ki je prinesla resnično novo zavest človeštvu, pravzaprav o tem, kaj se zgodi, ko zapustimo fizičen svet. Kar mislim, da je resnična dragocenost, je to, da ni vezana na nobeno religijo, ampak dejansko je znanstveno raziskovanje tolikih in tolikih primerov. V tej knjigi V življenju po življenju dr. Raymond Moody predstavil mnoge primere, ko so pravzaprav ljudje izkusili klinično smrt, so šli v duhovni svet in so se vrnili nazaj in so potem poročali o svojih izkušnjah. In obstaja mnogo skupnih značilnosti prehoda v duhovni svet. Tako da to je bila ta prva knjiga, kjer so se ljudje, potem je mnogo pisem dobil, ker so se najdel v njih, so rekli, ja, meni se je tudi to zgodilo. In potem se je začela, bom rekla, masovna evforija, ko so se ljudje začeli prebujati. In pravzaprav, kaj je bilo tudi pomembno, ljudje so priznali na glas, ker prej je bilo ljudi strah in sram. Seveda in sram, ker so se norčevali pravzaprav, kje si ti bil, bledlo se ti je. To je bilo v 70-ih letih, tako da zdaj vse že drugače, ampak še vedno se mi zdi, da je izjemno dragocena knjiga. Utrinke večnosti je pa pravzaprav knjiga, ki je pa pravzaprav raziskuje meni blazno zanimiv fenomen, ker razlaga... Meni še bolj pravzaprav. Fenomenalno, ker pa pravzaprav razlaga primere, predstavlja primere skupinskih odsmrtnih doživetij, ko so pravzaprav posamezniki spremljali svojce, so bili ob, svojcih, ki so doživljali prehod v onostranstvo in so hkrati s tem svojim bližnjim so doživeli tudi oni uvid v drugo raven. In to ni bilo samo, da sta bile dve osebe, da je recimo
recimo si imel eno osebo, ki je spremljala svojega bližnjega in ta je odhajal in sta skupaj doživele. Ampak to so bile tudi skupine ljudi, cela družina, ki je recimo ob staršu, ki je ravnokar šel v duhovni svet, ki je preminul, je cela družina, par ljudi je doživel isto izkušnjo, ki jih je kot ena svetloba potegnila v drug svet in so hkrati videli naslednji svet, razne stvari, aspekte. V bistvu pospremili so ga na drugi svet. In potem so se vrnili v svojo to realnost in so rekli, wow. In ta knjiga je meni pa je dobesedno nadgradnja, ker v bistvu kaže, da ob prebujanju vibracij nove dobe, ob prehodu v nove dobo, ko se odpirajo in aktivirajo te veliko bolj duhovne energije, se odpira ta priložnost, da lahko hkrati vedno več nas doživlja v pogled v duhovni svet. In vrata duhovnega sveta niso več zaprta. Ja, verjetno je tudi namen za to, da se hitreje razvijamo. Na vse zadnje, ko enkrat to doživiš, verjameš, se spremeniš. Kako globoko se ljudje spremenijo? To lahko govoriva tudi čisto iz vaše prakse. Ko nekdo pride k vam in potem dejansko se dotakne in pogleda čez rob te meje, ki deli naš fizični in duhovni svet, kako se ljudje spremenijo? Jaz mislim, da ko resnično doživimo to širino življenja, ko doživimo res lastno izkušnjo, da obstaja drugi nivoje, lastno izkušnjo komunikacije z duhovnim svetom. Kar mogoče lahko še omenim, da se to tudi dogaja posameznikom povsem spontano v sanjah. Ko se zjutraj zbudijo in vejo, točno vejo, da niso bile sanje, da je bila to komunikacija z duhovnim svetom, z njihovim bližnjim preminulim. To popolnoma zarotira naše razumevanje življenja. Jaz mislim, da je to taka izkušnja, ki v sami esenci, v sami osnovi spremeni tvojo osebnost, tvoje gledanje na svet, vse, kar si. Obarvate popolnoma na drug način, ker vse začneš gledati iz nove perspektive. Tako da ljudje doživimo lahko izjemna duhovna zdravljenja, popolno spremembo, nekaj, kar tok in tok, bom rekla, truda, dela na sebi, truda, da izboljšamo svoje življenje, se lahko spremeni v trenutku, ko dobimo dokaz, ko dobimo lastno izkušnjo, kaj pravzaprav življenje je. Predvsem pa lažje živimo, brez strahov, nekako v pričakovanju nečesa novega, lepega, zanimivega in po drugi strani potem tudi življenje. Če nas ni strah smrti, nas tudi ni strah življenja. Točno to. Uživamo to življenje, ampak vemo, da se življenje v resnici ne konča. In ne dovolimo si več prostora za strahove, za dvome, za tekmovalnost, ampak res razumemo, da gre pravzaprav na zemlji za širše dobro. In da smo tukaj, da ustvarjamo širše dobro. Taja, mogoče še 2 minutki imava, da poveste malo o sebi, o tem, kako delujete kot terapevtka, kdo lahko pride k vam, pa mogoče še, kje se te knjige dejansko dobijo. Te knjige se dobijo na naši spletni strani, na intuicija.si, kjer jih lahko naročite. Moja naloga trenutno v teh časih je nekako sem bom rekla, iz dela z zelo veliko ljudmi sem prišla na to, da trenutno izobražujem učitelje, prihajajoče učitelje, terapevte, tako da se nekako umikam v ozadje in počasi predajam, bom rekla, svojim učencem, ki so res v svojem znanju prišli zelo daleč in tudi to osnovno znanje nadgrajujejo, jim nekako dajem in nudim podporo, da delijo to znanje, da ga širijo. Sama pa se nekako pomikam v ozadje, začenjam zelo skrbeti za našo založbo in nekako sledim viziji pisanja knjig, razvoja založbe in organizacije takih velikih dogodkov, kjer se nas ogromno združi s skupnim namenom, tako da nekako v tem je moja nova pot. Poglejte, še to, ali vam je duhovni svet sporočil, kaj je vaša nova pot, ali ste jo nekako intuitivno odkrili sami? Pravzaprav oboje. Dolg let nazaj sem jaz vedela, da bo moja pot s knjigami, samo potem je treba ogromno dela, ogromno izkušenj in potem sem nekako že začela čutiti ta timing, se je nekaj novega moram, nekaj novega in potem so se stvari, sem mogla biti kar potrpežljiva, ker je kar trajalo nekaj let, da se vse zrealizira. Ni šlo čez noč, ampak zdaj se je končno zrealiziralo. Mislim, da leto 2013 in 2014 je leto res mojega prehoda v mojem delu in da začenjam res na drug način delati in da pošiljam dejansko moje učence bom rekla, v svet, da delajo, ker se mi zdi, da veliko več lahko naredijo. Skratka, več ljudi naredi več kot en sam. Točno to. Taja, hvala lepa, še naprej veliko uspeha, povezujte pravzaprav ta dva svetova tako, kot znate in da nam bi vsem šlo bolje in da bi se predvsem vsi zavedali, seveda to velja za vse nas, kako dragoceno je življenje, kako ga je škoda zapraviti,
predvsem z malodušjem ali pa ne vem, v depresiji, če tako rečem, oziroma pričakovanju nečesa slabega, ko se vendarle lahko v hipu okrog obrne, da vidimo svoje izzive in svoje možnosti. In hvala vsem takim, kot ste vi. Hvala vam.